Ponosni smo na to, da na našem območju uspevata kar dve škavska in kartuzijanska potomka. In kot se za mesto cvetja in vina spodobi, bomo s trgatjo začeli tukaj med škavskimi vinogradi in se na to na trgato podali še v Žičko kartuzijo. Najprej pa, kot rečeno, dobrodošli tukaj v Škavcah, ker nam je danes zagodno malo vreme, zato smo se skrili pod streho, ampak med temi slikovitimi trtami različnih sort, ki uspevajo v tej prekrasni galeriji vinogradov, je svoj dom pred leti našla tudi ena izmed potomk najstarejše trte na svetu, več kot 400 let stare modre kavčine iz Lenta. Prva potomka je bila že leta 2001 zasajena na vstopu v vinorodne Škavce in vse do zime v sezoni 2009-2010 uspešno prebivala med našimi vinogradi. Tista zima pa je bila zanjo usodna. Zaradi neugodnih klimatskih razmer je takrat pozebna. Ker pa se, kot rečeno, za mesto cvetja in vina spodobi, da ima na območju, kot so Škavce, zasajeno tudi to posebno trto, ki se je zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov in ki nam je Slovencem šel poseben ponos, smo v letu 2010 iz Maribora dobili nov cepič potomke. Smo poiskali novo, ugodnejšo, zanjo udobnejšo in toplejšo lego, jo s ponosom zasadili, zanjo skrbeli, še posebej srčno je to delo opravljal njen skrbnik Dejan Brečko. In danes smo se po 3 letih in pol zbrali na tem mestu, da jo prvič skupaj tudi potrgamo. Pa mi dovolite, spoštovane in spoštovani, da najprej k besedi povabim gospodarja trte, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Dolinška. Spoštovana vinska kraljica Slovenije, vinogradnice in vinogradniki, cenjeni gostje. Vinska trta in nasploh vinogradništvo ima poseben pomen na Štajerskem že dolga stoletja in izjemno veseli smo bili, ko je potomka mariborske stare vinske trte prišla v Škavce in na ta način smo nekako simbolno dali pomen celotnemu vinogradništvu. Seveda nekaj let kasneje smo dobili še drugo potomko, tako da smo, kot je že Tjaša povedala, občina, izjemna občina z 2 potomkama na svojem ozemlju. In na to je prišlo tisto leto, ko se je ta prva potomka morala posloviti. Takšno je pač življenje in vedno je potrebno pogledati, da ko nekaj se poslavlja, dobimo nekaj novega. In spomnim se, kako čudovit topel dan je bil, majski dan je bil, ko smo tole potomko, rečemo, temu mi pri Preši, posadili. In tako kot ta trta raste, tako živi tudi vinogradništvo in kot panoga in s tem tudi seveda vsi tisti, ki se z vinogradništvom in tudi seveda vinarstvom ukvarjate. Nekaterim je to zgolj hobi, drugim pa pomeni tudi način življenja in tudi sredstvo za preživljanje. In kot takšno smo današnji dan namenili temu, da se poklonimo tej potomki trte, da se poklonimo naravi, ki nam omogoča, da trta sploh uspeva v naših krajih. Ne gre pozabiti, da marsikje bi si želeli, da bi gojili vinsko trto, pa jo ne morejo, zaradi klimatskih razmer ne. In na ta način tu damo tudi poseben poudarek temu, da je vinogradništvo na Konjiškem še kako močno prisotno in na nek način se tudi zahvalimo vsem vam, ki vso leto skrbno obdelujete, negujete svoje trte, da vam na koncu jeseni, ko potrgamo, da se lahko veselimo in da se začnemo pripravljati na naslednje leto. Zdaj bi se iskreno zahvalil skrbniku, gospodu Dejanu Brečku, za vse ure, ki jih je takole, danes je moderno prostovoljstvo, prostovoljno prebil v njej. Verjamem, da mu je tudi trta, tako kot tistih nekaj 100.000 ostalih, za katere je zadolžen, nudila posebno zadovoljstvo, posebno užitek, da se lahko včasih z njo pogovori, jo prosi za kakšen nasvet. In to sožitje med staro trto in tistimi mlajšimi, dosti mlajšimi, ki rastejo na Škavcah, je očitno zelo uspešno in moja želja je, da tudi v
v bodoče traja, tako kot tudi podjetje Zlati grič, ki skrbi za to čudovit pogled na Škavce in na konec koncev je to tudi neke vrste zaščitni znak samega mesta Slovenske Konjice. Jaz verjamem, da bomo danes natrgali kakovostni pridelek. Običajno je kakovost pa količina naresta skupaj, zato bodimo zadovoljni s tem kakovostnim pridelkom. Predvsem pa je namen, tako kot sem že dejal, da damo vinogradništvu poudarek in da se pri tem družimo in da črpamo moči in pa dobro voljo za vsakdanje življenje. Danes želim vsem skupaj tukaj in pa v Žički kartuziji prijetno družbo in pa predvsem, da preživimo prijeten dan v dobri družbi. Kot najbrž že vsi veste, je letošnje leto glas o konjiških vinih segel še dlje kot pretekla leta, za kar gre velika zahvala tudi konjičanki Neži Pavlič, vinski kraljici Slovenije za leto 2013, ki v tem letu nosi zlato krono, ta pa še svetleje blešči zaradi podpore Zlatega griča, njenega glavnega pokrovitelja, na čigar območju tudi uspeva škavska potomka najstarejše trte na svetu. Pa mi dovolite, da k besedi povabim njeno visočanstvo, vinsko kraljico Slovenije, Nežo Pavlič. Najlepša hvala za besedo in seveda lep, prijeten pozdrav vsem danes tukaj zbrani v tako lepi pisani druščini v našem Zlatem kraljestvu v prostorih Zlatega griča. Lani oziroma letos januarja sem prejela tole koronico, ki pa bo kmalu, ker se vedno bolj bliža ta januar 2014, šla naprej. Bila si zelo ponosna in še vedno s ponosom predstavljam slovenske konjice, Zlati grič, ki mi tako trdno stojijo ob strani, da lahko resnično glas o naših vinih nosi po celi Sloveniji in tudi na dogodkih izven naših meja. Veliko smo že trgali v vinogradih, veliko smo skrbeli za trto, a vendar konjiške stare trte, potomke stare trte še nismo potrgali in v čast si štejem, da imamo kar dve na tako imenitnih lokacijah, torej tukaj na Zlatem griču, v srčju naših slovenskih konjic, prelepih Škavcah, ki zagotovo nikogar, ki pride sem, od vseh turistov, ki so leto že bili ali pa ki so mene kontaktirali, niso pustile ravnodušne. Prav tako je tukaj tudi naša klet, ena izmed resnično najsodobnejših, ki očara prav vsakega. No, druga potomka pa se nahaja prav tako v idiličnem okolju Žički kartuziji, ki pa ima tudi izjemno turistično vlogo za naše mesto in verjamem, da tudi tam ljudje ne ostanejo ravnodušni. Sama sem res vesela, da imamo tudi na Konjiškem še naprej takšne ljudi, ki z srcem in z dušo skrbijo za vinograde, tako kot je rekel župan, eni za manjše vinograde, eni za večje, ki jim predstavljajo preživetje, a vendar vsi z isto željo, da pridelamo čim bolj kakovostno vino. V tem trenutku bi se seveda rada zahvalila gospodarju trte in obema skrbnikoma, predvsem še mlajšemu Janeju, saj na mladih stoji svet, treba je deliti znanje, ki ga imamo, ljubezen do narave, ljubezen do trte, da se bomo tudi mi mlajši rodovi vedno raje ukvarjali s kakšno takšno panogo in da bomo tudi v naravi in v sami trti našli mogoče takšnega sogovornika, da si včasih malo zbistrimo glavo in da si odpočijemo. Želim, da preživimo prelep dan, danes tukaj v Škavcah in še v Kartuziji, tudi če ne bo najbolj kakovosten, ne bo najbolj količinski, bo pa zagotovo kakovosten, saj verjamem, da ga bomo pridelek potrgali z srcem in uživali v vsaki kapljici, vsaki grozdni jagodi. Najlepša hvala in seveda prijeten dan še naprej. Hvala obema za vse izrečeno. Preden pa bomo predali besedo še skrbniku trte, pa se bomo malo posvetili glasbi. Danes je z nami, kot rečeno, Janej Kotar-Tominšek, pomočnik skrbnika trte kartuzijanke. Se je Janej namreč odločil, da bo svojo naklonjenost izkazal tudi škavski potomki
trti kartuzijanki in prav v njej v čast zapel tisto zakoničane prav posebno skladbico V konicah je lepo. Izvodnja. Potomki in skupaj potrgamo njene sadove, ampak najprej bomo o tem, kako je rasla, kako jo je bilo potrebno skozi leto negovati, ali je imela kakšne posebne muhe, kakor je za punce običajno, in kako je letos obrodila, pa bo v naslednjih minutah povedal njen skrbnik, gospod Dejan Brečko. Ja, dovolite mi, da vas tudi jaz vse prav lepo pozdravim tukaj v srčju Škavskih vinogradov. Kaj reči povsem? Praktično te podatki o tej naši potomki so že vsem znani in rekel bi sam to mogoče, da smo imeli mogoče malo nesreče, da to trto, ki smo jo dobili kot potomka vodar iz Mariborske občine, mogoče ni imela genov za ta prva, za odpornost na nizke temperature. Tako da, in pa splet okoliščin, da smo se odločili, ampak mi smo dobro namerno, da smo jo posadili ob samem vhodu med Škavske vinograde kot simbolično, ampak je žal prišlo po tem spletu okoliščin zelo nizke temperature in je pač enostavno propadla. Ta druga je pa tudi, smo jo sadili v mesecu maja, je že prej gospodar povedal, pozno v maju, ker smo nekako spomladi čakali oziroma potem na posredovanje prišli do nadomestne trte, dobili smo v bistvu že ker se pri prevozu zeleno trto in je bil ponovni handicap. Ampak, gledajte, zato je tudi trajalo 3 leta, da smo nekako uspeli prvih par grozdov pridelati in jaz verjamem, da ker je v težkih okoliščinah gor rasla, da bo pa dolgo živela. Zveni, kot je ta vinska trta, po zimi spi, spomlad cveti, jesen nam vince daje. Po zimi spi, spomlad cveti, jesen nam vince daje. Kot druge rožice cveto, pa tega ne storijo, kar je storila ravno ta, ki nas je napojila. Kar je storila ravno ta, ki nas je napojila. Prav prisrčno pozdravljeni in dobrodošli tukaj v dolini svetega Janeza Krstnika, kjer je v neposrednji bližini samostanskih zidov v letu 2008 svoj mir in tišino našla še ena žametna lepotica, potomka najstarejše vinske trte z Lenta, trta kartuzijanka, kot je radi rečemo. Veseli smo, da ste danes z nami v tolikšnem številu, veseli tudi, da so nas v današnjo trgatev popeljali ljudski pevci Stolpnik, domačini, s katerimi se bomo danes še družili. Svoj dom je naša potomka tukaj v Žički Kartuziji našla zaradi prijateljstva med mestoma Maribor in Slovenske Konjice, ki traja že dolga leta, prav tako pa jo povezuje bogata vinogradniška tradicija.
Župan Maribora jo je poklonil našemu županu, ki je še danes njen gospodar, skrbništvo pa je zaupal Vinogradniško-vinarskemu društvu Slovenske Konjice, pa so to odgovorno nalogo zaupali gospodu Jožetu Tominšku in njegovemu malemu, velikemu pomočniku Janeju Kotarju Tominšku. In seveda brez babice Darinke ne gre, ona vse skrbno fotografira, skrbi za kronologijo dogodkov tukaj v Kartuziji in z vsem srcem in skrbijo za našo lepotico skozi vse leto. Mi pa se tudi ob njej radi srečujemo ob različnih priložnostih. Tukaj s kozarci nazdravimo najmanj 2-krat letno, ko jo spomladi obrežemo in jeseni z nje potrgamo grozdje, ki jih obrodi. Marsikje po Sloveniji so rastišča potomk zapuščena in zanemarjena. Kot vidite, tukaj v Žički Kartuziji temu ni tako. Kljub nekoliko senčni legi in nižjim temperaturam, kartuzijanka tukaj lepo uspeva, raste in se skratka v naši družbi dobro počuti. Ten hribček bom kupil, bom trček sadil, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Tatkovince piti, to me veseli, dobre volje biti tvoje živeni, brez ustih tri, to me srčno veseli. Videl sem Sivinski hram, tam gori, kjer vinograd imam. Če kdo prijateljev ima čas, naj pride k meni v vas. To sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Je sladno kakor grudno led, posodi vince dobrih let. Natočil ga bom en bokal in še kaj zraven dal. Ko sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da.